Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, profesor dr. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, gospa Polonca Mali, doktor medicine, specialist transfuzijske medicine iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na še eni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco začenjamo z epidemiološko sliko. Včeraj je bilo opravljenih 5868 testiranj. Potrjenih je bilo 1292 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je znašal 22%. Če primerjamo te podatke s podatki prejšnjega torka, ko je bilo testov 5596, potrjenih primerov pa 1302, ugotovimo, da se epidemija žal še vedno ne umirja tako hitro, kot bi si želeli. Le 10 okuženih manj imamo kot prejšnji teden. Podrobnejšo analizo epidemioloških razmer bomo z vami delili jutri dopoldan, ko bo gostja novinarske konference dr. Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Včeraj je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih 81 COVID pacientov. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 1299 pacientov, torej eden manj kot dan prej. Intenzivno nego je potrebovalo 210 pacientov, 5 pacientov več kot dan pred tem. Tudi včeraj smo žal imeli veliko smrti. V bolnišnicah je umrlo 44 oseb, v domovih za starejše žal še 11. Skupno število smrti včeraj je znašalo kar 55. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Kot običajno pa bomo zdaj pogledali še grafični prikaz dogajanja v naših bolnišnicah. Kot vidite, smo 1. decembra sprejeti, odpuščeni in umrli v UKC-ju. Ta zadnji stolpec jasno kaže, da je bilo sprejetih veliko in da tudi število smrti, ta sivi stolpec, močno odstopa. A če damo rjavi in sivi skupaj, se pokaže, da prirasta pravzaprav ni bilo, za enega razlike gre. Na naslednjem grafu vidimo gibanje sprejetih, odpuščenih in umrlih. Tako pri sprejetih kot tudi odpuščenih imamo porast, več odpuščenih, razlika je manjša, žal pa imamo porast tudi pri številu mrtvih. In še daljši prikaz za celo obdobje od 1. novembra pa do 1. decembra. Vidite, da delež bolnikov v bolnišnicah vztraja na visokih številkah. Številke so naslednje. Na bolnišničnih oddelkih smo imeli 1089 bolnikov, 10 manj kot dan pred tem. Na intenzivnih oddelkih 210, 5 več kot dan pred tem. Razlika, skupen seštevek bolnikov skupaj pa je le enega več. Eden več kot dan pred tem. In še prirast. Prirast je majhen, samo eden več, zato vidite, da se je krivulja na koncu spustila. Tako, to so bile grafične predstavitve. Poglejmo še stanje v domovih za starejše. V domovih za starejše je na novo ozdravljenih 227 stanovalcev in 107 zaposlenih, od tega 64 zdravstvenih delavcev. Skupno je doslej od konca julija ozdravelo in prebolelo koronavirus 2587 stanovalcev in še 1226 zaposlenih v domovih. Kar se tiče stanja glede novih okužb, pa je stanje naslednje. Ni prav rožnato. Na novo okuženih v domovih za starejše je še 201 stanovalec več in ob tem še 42 zaposlenih. Od teh 42 je 26 zdravstvenih delavcev.
V 5 posebnih socialno-varstvenih zavodih je trenutno 211 okuženih uporabnikov, torej 12 več kot dan predtem, in 128 zaposlenih, med temi so 4 novi. O večjem številu novih okužb na včerajšnji dan poročajo iz naslednjih domov. Deosov center starejših na Trnovem, 19 na novo okuženih stanovalcev, Dom starejših občanov Krško, 16 na novo okuženih stanovalcev, Dom upokojencev center Tabor Poljane, 14 na novo okuženih stanovalcev, Dom upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo, znova izbruh, 11 na novo okuženih stanovalcev, Dom starejših občanov Vič Rudnik, enota Bukavci, 11 na novo okuženih stanovalcev in še Dom starejših Rakičan, 11 novo okuženih in Metlika 10 na novo okuženih stanovalcev. Na koncu še Dom Jožeta Potrča Poljčane, 10 na novo okuženih, Dom starejših občanov Izlake, 10 na novo okuženih stanovalcev. Skratka, včeraj res beležimo velik porast na mnogih lokacijah. Preden predam besedo obema gostoma, naj na tem mestu vnovič iskreno pozovem k doslednemu spoštovanju samozaščitnih ukrepov, kajti le če se bomo vsi držali ukrepov, se bodo epidemiološke razmere izboljšale, vdorov v bolnišnice in domove starejših občanov bo manj, posledično se bo zmanjšal pritisk na bolnišnice in lahko bomo pričeli počasi in nadzorovano sproščati veljavne ukrepe. Današnja novinarska konferenca bo nekoliko drugačna. Naša današnja gosta bosta namreč spregovorila o 2 pomembnih temah, ki nista neposredno povezani z epidemijo, brez dvoma pa trenutne epidemiološke razmere močno vplivajo tudi nanjo. Danes obeležujemo Svetovni dan boja proti aidsu. Letos ta obeležitev zaradi epidemije koronavirusa poteka drugače, pod geslom Pripnimo si rdečo pentljo, a nadaljavo. V Sloveniji smo v letu 2020 do vključno 20. novembra zabeležili 28 novih diagnoz okužbe s virusom HIV, kar je 6 manj kot v celem letu 2019 in manj kot kateremkoli letu v obdobju zadnjih 10 let. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri nas trenutno živi manj kot 1000 oseb s HIV, virusom HIV, od katerih jih približno petina niti ne ve za svojo okužbo. Navkljub zgodbi o uspehu, okužba z virusom HIV ostaja pomemben javnozdravstveni problem, še posebej v trenutnih razmerah.